Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču, vodim jo Brigitte Ferlič. Kanal C0 je končan. V soboto je bilo položenih zadnjih 120 metrov kanalizacijskega voda. Strokovnjaki opozarjajo, da smo pred okoljsko katastrofo. V studiu smo zato povabili poslanko SDS Anjo Bah Žibert, tudi predsednico preiskovalne komisije glede kanala C0 in pa odvetnika Klemna Goloba, zastopnika zemljišč, po katerih teče ta kanal, in pa tudi zastopnika naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green. Drži, lep pozdrav. Pozdravljeni, hvala za udeležbo. Seveda smo v studio vabili tudi predstavnike Mestne občine Ljubljana, pristojnih ministrstev, vendar nam niso uspeli zagotoviti sogovornika. Pa gremo kar k zaključku te gradnje kanala C0. Gospa Anja Bah Žibert, v soboto se je položil zadnji vod. Kaj zdaj to pomeni? Ja. Poglejte, jaz bi morda začela nekoliko drugače. Ko se je ta mandat pred volitvami iztekel, sem kot predsednica preiskovalne komisije jasno povedala, da če ne bo prišlo do sprememb, se zna zgoditi, da bo ta kanal zgrajen do konca. In dan po volitvah je prišlo do tiste odločitve, ki je verjetno bila že v predalih, in sicer, da je bilo izdano zadnjo gradbeno dovoljenje za ta sporni kanal, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Kaj je sedaj? Sedaj je še kar nekaj zadev, več bo verjetno povedal gospod Golob, kar je na sodišču. Jaz pa zagotovo lahko rečem, da je potrebno, da se v Ljubljani ta kritična masa ljudi vendarle poveča, da ljudje uvidijo, da zdaj gre pa zares, in da v primeru, da ta kanal pride v porabo, bo definitivno prišlo do katastrofe. To ni več verjetnost, to je dejstvo, tudi na podlagi izračunov fakultete, ki je pač jasno povedala, kaj ta kanal pravzaprav O teh izračunih bomo še malček kasneje. Gospod Golob, kaj zdaj ta kanal je postavljen? Vi ste vložili na upravno sodišče sicer prošnjo za odložitev tega gradbenega dovoljenja. Tožbo, ja. Zdaj je ta tožba verjetno brezpredmetna, glede na to, da je kanal zdaj že postavljen. Daleč od tega. Ne. Ta tožba je izjemno pomembna. Tudi ta predlog za odložitev izvršitve samega gradbenega dovoljenja je izjemno pomemben in tudi jaz pričakujem v zelo kratkem času odločitev. Moram povedati, da upravno sodišče v teh postopkih zelo hitro odloča, vendarle še vedno ne tako hitro, ne moreš enostavno tako hitro odločiti, da bi v parih dneh sprejel neko odločitev. Ne. Kdaj pa pričakujete to odločitev? Jaz jo pričakujem v prihodnjem tednu, skoraj gotovo. Bo prišla o tej začasni odložitvi izvršitve gradbenega dovoljenja. Zdaj, gradbeno dovoljenje je dokončno, to pomeni, da investitor, Mestna občina Ljubljana sicer ima pravico, niti ne pravico, ampak možnost zgraditi na, kako bi rekel, lastno odgovornost. Ampak, če bo izvršitev odložena, to pomeni, da je prišlo do posega, ki je že iz tega vidika formalističnega dejansko protipraven. In da ne govorim mogoče tudi še o tem, da bi lahko bilo, da so znaki takšnih ali drugačnih kaznivih dejanj tukaj v ozadju. Veste, mi smo podali prijavo na inšpekcije, vse možne inšpekcije, nobenega odziva do današnjega dne. Gradbeno dovoljenje kot tako je zapisalo v izreku, da je možno izkop samo ročno. Delalo se je strojno, s težko gradbeno mehanizacijo. Jaz sem to ugotovil že takoj, ko je gradbeno dovoljenje prišlo. Verjamem pa, da investitor ni bil pozoren na to, ampak vendarle, očitno za njih to ne velja, niti to gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano. Da ne govorim o tem, seveda, da čakamo tisto najpomembnejšo odločitev, to je, ali je potrebno za ta drekovod dejansko opraviti presojo vplivov na okolje ali ne.
Kaj v tem trenutku lahko ljudje še naredijo? Kakšni pravni postopki še ostanejo? Zdaj, ta kanal še nima uporabnega dovoljenja, tam se utegne zaplesti, a ne, gospa? Jaz upam, da se bo res zapletlo, pa ne zapletlo, ampak dejansko to se ne more odplesti. Tukaj je edina rešitev, da tega kanala ni. Tukaj ni v tem smislu nobene rešitve, da se pač ta kanal spravi v uporabo. To bi bilo nekaj najslabšega in jaz upam, da do tega ne bo prišlo. Namreč tako, kot sem povedala, tukaj, če do uporabnega dovoljenja pride, in jaz vendarle upam, da bo tukaj sodišče opravilo svojo nalogo, ker glede na to, da smo v preiskovalni komisiji v tistih 3 letih res aktivnega dela prišli do 500 strani ugotovitev. Glejte, tukaj je bilo res narejeno veliko delo, tudi raziskovalno delo. Vi ste spisali vmesno poročilo, ki pa ni bilo Tako je, sprejeto. ampak poglejte, ne glede na to, da to poročilo ni bilo sprejeto, to poročilo obstaja. In dejstvo je, da so z njem seznanjeni tako poslanci koalicije kot opozicije in tega poročila ni možno ignorirati. Res je, da so ga zavrnili koalicijski poslanci z preglasovanjem tudi o najbolj osnovnih zadevah, ko je pač govora o številu sej, ampak mi smo prišli preko 100 ugotovitev. In ta kanal C0, poglejte, je sporen od samega začetka. Od prvega gradbenega dovoljenja ta kanal ne bi smel imeti. Tudi z pretvezo, da je sprejet OPPN za ta del in ta najbolj kritični del, Brod-Ježice, mi moramo gledati ta kanal C0 žal po delih, ne. In Brod-Ježice, to je teh 4 kilometre, OPPN-ja nikoli ni imel. In brez tega, brez te podlage se tukaj graditi ne bi smelo že v začetni fazi. In vse ostalo potem pade kot domine. Kako torej, da se je lahko gradilo že v začetni fazi, če vse to drži, kar gospa Bah Žibert pravi? Zelo dobro vprašanje. Gotovo se ne bi, oziroma gotovo bi nasprotovali, če bi za te stvari vedeli. A ne? Morate vedeti, da mi smo se angažirali nekako v letu 2020, ko so bila v bistvu že vsa ta gradbena dovoljenja izdana, ne, tista pomembna. Do takrat je bilo izdanih koliko? Skupaj 8 gradbenih dovoljenj? Tako, 6, 7, ne. Tako, ja, in gotovo bi temu nasprotovali, če bi te možnosti imeli. Vi morate vedeti, da v letu 2020, ko so ti lastniki prišli do mene, ne, sem čisto iskreno povem, sem jih pogledal in jim rekel, poslušajte, kje ste pa bili toliko časa? Pozni smo, ne? Ampak vendarle... Kaj so pa rekli, da niso vedeli? Seveda niso vedeli, noben ni vedel za to. Ne? Veste, ne morete pričakovati, da bo nekdo občan Ljubljane ali pa katerega koli mesta vasi spremljal javne objave, raziskoval, ali je izdano kakšno gradbeno dovoljenje ali ne. Ti pričakuješ, da če si lastnik ali sosed mejaš, da boš v tak postopek pritegnjen, ne? Da boš s tem seznanjen in da boš imel možnost sodelovati v tem. Tega ni bilo, a ne? Tako da... Torej oni niso bili vabljeni kot stranke v postopku? Ne, te gotovo ne. Tako da takrat smo začeli, nam je pa uspelo s pomočjo vložene tožbe in potem mojih pritožb in odločitvi Vrhovnega sodišča, da smo pridobili možnost izpodbijati tisto najbolj sporno odločitev. To je sklep ARSO iz leta 2016, ki je bil spisan v 7 dneh, ne, in kjer pravijo, da presoja ni potrebna. Da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Mislim, jaz sem bil zgrožen, veste, v 7 dneh, da ti opraviš tehtanje o tem za tako velik projekt, ob taki obsežni dokumentaciji, da presoja vplivov ni potrebna. Jaz mislim, da lahko vsi zdaj na glas rečemo, da take presoje, takega tehtanja ni bilo. Pač to je bila odločitev, ki je dejansko povzemala zahteve investitorja. Ne. V 7 dneh spisano, vmes je bil še vikend, to moramo upoštevati. Ne. Ampak ta odločitev, da presoja vplivov na okolje iz leta 2016, ni potrebna, ta odločitev še ni pravnomočna? Ne, ni. Nam je uspelo s pomočjo Vrhovnega sodišča vložiti pritožbo, tako da o pritožbi do današnjega dne še ni odločeno. Kdaj bi lahko bilo? Jaz pričakujem, da bo v roku leta dni.
veste, morate eno stvar videti, da o tej pritožbi je bilo že dvakrat odločeno. Ne? Prvič je bilo odločeno, enaka odločitev je bila, češ da stranka, v imenu katere sem to vložil, nima pravnega interesa. Prvič je bila ta pritožba zavržena zato, ker je obstajal sklep iz leta 2020, ki pa je zavezoval mestno občino Ljubljana, da opravi celovito presojo vplivov na okolje. Ta sklep je bil potem kasneje odpravljen, tudi to še ni pravnomočno. Tukaj se lovimo o nekih stvarih. Dejansko to gradbeno dovoljenje danes temelji na tistih ključnih odločitvah, o katerih, ki še niso pravnomočni in glede katerih dejansko še ne vemo, ali bodo obstale ali ne. To je grozljivo. Se pravi, ta kanal zdaj nima, vemo, še uporabnega dovoljenja, glede presoje vplivov na okolje ne vemo, kako bo odločeno. Torej, kdaj po vašem mnenju bi sploh tak kanal lahko zaživel, da bi po njem stekle odplake, vemo, od Medvod in Vodic do čistilne naprave v Zalogu, če se ne motim. Glejte, če lahko upam, da živimo v pravni državi, želim si, da živimo v pravni državi, potem ta kanal uporabnega dovoljenja ne more dobiti. Ne more dobiti, dokler niso končani vsi sodni postopki. To je prvo. In kot drugo, jaz mislim, da je pač treba zadevo v vsakem primeru ustaviti, ker tako kot je bilo rečeno, najprej ljudje o tem kanalu niso vedeli ničesar. Mestni svet o tem kanalu ni nikoli opravil razpravo. Mestni svet o tem in ljudje sploh te zadeve niso poznali do takrat, ko smo nekako začeli odpirati zadeve na preiskovalni komisiji in ko so lastniki preko svojega odvetnika, gospoda Goloba, začeli vršiti pritisk in ko je nekako mestni svetnik, Primc, nekako to zadevo, bom rekla, ovekovečil na način, da je seznanjal javnost za dogajanje. Zdaj, več problemov ima ta kanal C0. Zdaj, govorila sta o tako imenovanem postopku presoje vplivov na okolje. Če gre mogoče od konca nazaj. Zdaj, kar je, se vidi, da je nekaj zelo narobe, je, da ta sklep, ki ga je podpisala državna sekretarka Sršenova med prazniki, to je bilo podpisano 29.12., je podpisala, da pač presoja vplivov na okolje ni potrebna. Ta sklep je po informacijah preiskovalne komisije nastal v nekaj pičlih dneh in še danes uradno ne vemo, kdo ga je pripravil. Govori se o nekih imenih, zakaj uradno tega ni. Minister Kumer je pravzaprav preiskovalni komisiji in tudi na moja poslanska vprašanja nenehno spreminjal razloge. Enkrat je rekel, da zato, da ne bo pritisk na delo, kar ne razumem, kakšen pritisk, nekdo, ki stoji za svojim delom, bo povedal in pojasnil. Drugič je rekel, da teh podatkov ni in da osebe v materialnem smislu, ki je to vodila, sploh ni. Ta zadeva se je vlekla toliko časa, da je na koncu tudi sodišče, čeprav je kar dolgo rabilo, tudi ministra kaznovalo z denarno kaznijo, ker pač tega podatka preiskovalni komisiji ni dal. Ampak zakaj tega podatka ne dajo? Zato, ker je problem, kdorkoli je to vodil, ker ta pač sklep je nastal zelo na hitro, brez, tako kot je rečeno, en tak postopek, ali je to presoja, ja ali ne. Glejte, to traja in tudi, če je zadeva čista, se podpišeta oba. Nadrejeni in tisti, ki je postopek vodil. Mislim, pogledajte, to je nekaj najbolj osnovnega. Se tudi pritožba mora biti na nekoga, ki je to vodil. In ta postopek tega nima. Očitno nihče noče zagovarjati teze o tem, da ta projekt ne potrebuje presoje vplivov na okolje, nihče se noče s tem javno izpostavljati, zakaj je tako odločil ali kako drugače si je razlagati to izmikanje. Poglejte, si ravno tako izmikanje, prvič, da se nihče noče izpostaviti, drugič pa verjetno,
če bi za tem stala oseba, ki je imela vse pogoje, da to izpelje, vsa znanja, ki to izpelje, bi to vendarle povedali, kdo je. Tukaj pa moram reči, da je pač preiskovalna komisija prišla tudi do nekih informacij, da je to vodila ena od uslužbenk in če je to ta uslužbenka, prostite, jaz bom tukaj to povedala, če je res ta uslužbenka, je za kanal C0 v bistvu izjavila, da je o kinetah in o teh zadevah zvedela po Googlu. Glejte, in če je to res, potem imamo še večji problem, kot je na začetku viden. Bi pa tukaj mogoče izpostavila tudi to, da danes, da tukaj ni predstavnikov Mestne občine Ljubljana, pove največ. Glejte, tisti, ki bi mogli ljudi prepričati, da je s tem kanalom vse v redu. Oni bodo prepričali ljudi v torek, ko bodo imeli tiskovno konferenco, kjer bosta tudi župana Vodic in Medvod in bodo predstavili zaključek te gradnje. Pa vendar, vrnem se še na to neuporabno dovoljenje, ampak to soglasje presoje vpliva na okolje. Kaj, če zdaj seveda sodni mlini odločijo, da je presoja vplivov na okolje potrebna oziroma mora organ v zvezi s tem še enkrat odločati? Zelo preprosto. Če bo do take odločitve prišlo, in jaz mislim, da ni razlogov, da ne bi prišlo do take odločitve, to pomeni, da so vsa izdana gradbena dovoljenja nična. In po tisti zakonodaji, ko je takrat veljala, ko so ta gradbena dovoljenja bila sprejeta, in tudi po zdajšnji. Kaj to pomeni, da bo treba odkopavati ta kanal in tam zadeve spraviti v prvotno stanje? Ja, lejte, zelo preprosto bom povedal. Ja, če mi uspemo z vsemi temi pravnimi sredstvi, ki jih imamo poleg te tožbe, ki smo jo vložili, imamo še kar nekaj možnosti, ki jih bomo tudi izkoristili. Naš cilj je, naš namen je dejansko, da gre ta kanal ven iz te zemlje. Tukaj nima kaj početi. Lejte, jaz ne vem, kateri genij je bil ta, ki je določil, da bo drek vodo tekel iz Medvod v Ljubljano, res ne vem. In mi bomo vse naredili, da dejansko tukaj tega ne bo, vključno s tem, da se te cevi odstranijo. Kaj to pomeni? Mi smo zdaj za kanal dali že tam, koliko je vreden, 100 milijonov evrov, skupaj dobili smo 76 milijonov evrov evropskega denarja. Če bo treba vse to odstraniti, to bo imelo hude finančne posledice. Kdo bi moral za te hude finančne posledice odgovarjati? Ali sploh kdo? Ja, poglejte, seveda, marsikdo bi mogel tukaj odgovarjati. Sej, lejte, tudi preiskovalna komisija je prišla do nekaterih ugotovitvah, pa tudi po neki sledi, kjer bi lahko ugotavljali odgovornost. Ampak vsekakor je odgovornost tukaj širša, je na tistim, ki se pravi na samem, bom rekla, Mestni občini Ljubljana, ki je izvajalec tega, tudi s tem, ker je pač dala naprej podatke, ki niso točni, OPPN ni bil sprejet. Potem so tukaj ministrstva, ki so sprejemale odločitve, da bi zadeve pogledali. Najbolj zanimivo je to, da mi imamo tudi dve reviziji, veste, ministrstva takratnega za okolje, ki so pokazale nepravilnosti. Povedano je bilo jasno v teh revizijah, da so uslužbenci ARSA kar kopirali tisto, kar je v bistvu naročnik, se pravi v tem primeru Mestna občina Ljubljana za te postopke, navedel, so oni pravzaprav samo prekopirali in ne preverjali. In tukaj je že prva tista napaka, ki se nikoli pri takšnem projektu ne bi smela zgoditi. Ampak prej ste povedali, Mestna občina bo na to odgovorila na tiskovni konferenci. Poglejte, Mestna občina Ljubljana ni privatno podjetje. To je občina, ki ima tudi mestni svet, in nesprejemljivo je, da v tako pomembnem projektu, tudi zato, ker so številni zapleti, ker so tudi številno neodgovorjene stvari, bi moral imeti razpravo na to temo. Razpravo, ki bi jo tudi lahko videli in slišali širši, bi rekla, tudi občanke in občani in zainteresirana javnost. In ne nazadnje, gospod Janković se nikoli ni sestal s stroko.
nikoli se ni sestal. Vabil jih je neke zaprte sestanke, kar pa seveda so zavrnili, kajti oni so želeli, da se to nekje na javnem mestu spregovori, kar pa gospod Janković ne želi. Vedeti moramo, ne, da tako zdravstvena stroka kot hidrogeološka stroka opozarja na nevarnosti tega kanala in seveda ni dobila posluha, ni dobila mesta v tem projektu sploh. Tako je, zato tudi jaz nikoli ne pristanem na to, da je to projekt, ne vem, ali pa da gre za vodo, za zaščito vode in da je to politično motiviran projekt. Lete, to ni res. Pravijo, vam učitajo, da si želite maščevati gospodu Jankoviću. To je nekaj najhujšega, da smo mi vodo, čisto pitno vodo, ki je, bi rekla, redkost ne vem, v evropskih in tudi drugih državah, da bi glavno mesto imelo čisto pitno vodo, ki sploh ne rabi neke kemijske obdelave večina, da jo hočejo politično opredeliti in celo z nekimi ideološkimi predznaki. Lejte, čista pitna voda je stvar nas vseh in tukaj moramo narediti vse, da jo zaščitimo. Tudi zato, samo da končam, dnevno se bo tukaj iztekalo, kar je dopustno še 34 10-tonskih cistern na dan. In to je še v meji dopustnosti. Glede na to pa, da vemo, da je bila ogradnja napačna, da vemo, da je bila shramba cevi napačna, da so spoji že danes načeti, da slike kažejo, da je noter že danes pesek, odpadki, se pravi, kaj le voda, vemo, kaj pravzaprav to pomeni. Čez koliko dni bi lahko že Ljubljančani čutili posledice potem takem? Poglejte, zdaj nekako po izračunih, glede na tok, bi nekje 30 do 40 dni trajalo to, da pač pride ta onesnaženost do vodotokov. Kako bo potem Ljubljana ravnala, se resno sprašujem, namreč meni ne gospod Janković, ne ministrstvo, ne pristojne službe ministrstva, nihče ni znal na preiskovalni komisiji odgovoriti, kakšni so alternativni scenariji. Minister Novak je sicer govoril o nekih možnostih, ki pa sploh noben ne ve za to, nismo dobili nobenih jasnih pojasnil, se pravi, mi alternative za to nimamo. Kaj pa to pomeni, glede na to, da samo človek rabi za nujno porabo na dan nekje 3,5 litre vode, si predstavljate za 300 000 ljudi in vseh tistih, ki so v mestu, če vemo, da je bil Maxi Market zaprt. Maxi Marketu pred nedavnim smo imeli okužbo, kjer je obolelo 500 ljudi v dokaj kratkem času. To pomeni, zdaj, če bo se zgodilo nekaj podobnega, je to verjetno na ne vem katero potenco Maxi Marketa. Glede uporabnega dovoljenja so zdaj angažirali cenilca gradbene stroke. Zakaj je potreben cenilec? Vi pravite, da je to neobičajno. Ja, zdaj, ko se pridobiva uporabno dovoljenje, gre v bistvu za, bom rekel to zelo, bom posplošil, gre za nek formalističen postopek, ko se ugotovi, ali je objekt zgrajen v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in kot tak primeren za uporabo. In ko se angažira izvedenec, ki bo očitno ugotavljal, ali je objekt primeren za uporabo ali ne, imamo kar veliko težavo. Ker očitno v spisu tega postopka obstajajo določeni podatki, določena dokumentacija, ki kaže na to, da ta objekt ni primeren za uporabo. Meni je znano, da ima, tako kot je kolegica povedala, je v kanalu že voda, so odpadki, je zemlja, kamni in tako naprej. Tako da te stvari kažejo na to, da ta kanal ni neprimeren za uporabo, še manj pa primeren, da čez to teče dreka. A pa drži informacija, da naj bi občina imela ponekod gradbena dovoljenja za drug del zemljišča, kjer zdaj dejansko poteka ta kanal?
Ja. A vi traso tega kanala poznate pravzaprav? Se ve točno, kje je? Ne, to se ne ve. To noben ne ve, niti ne ve noben točno, ali je to skladno, ali je celotna trasa skladna z projektno dokumentacijo, pa izdanimi gradbenimi dovoljenji. Ampak to bo moral presojati cenilec. Ja, izvedenec. Tako, pa ne samo to, tudi to, ta sklep glede oprave presoje vplivov na okolje, tudi iz tega sklepa ni jasno sploh, kje naj bi ta trasa potekala. Vemo pa, recimo konkretno za to zadnje gradbeno dovoljenje, da ta trasa, kjer je bilo to zdaj na zadnje zgrajeno, ni skladna s tem, kar se zahteva z gradbenim dovoljenjem, pa tudi še v enem drugem delu. Tu mislite na to ročno izkopavanje, ki ste ga že prej omenili? Ja, pa ne samo to, ampak dejansko trasa tega kanala ni enaka tistemu po naših podatkih, ki izhaja iz gradbenega dovoljenja. Kako pa se je potem to gradilo? Ker je bilo območje bolj prijetno, so potem malo zavili? Jaz mislim, ocenjujem, da v tem zadnjem postopku je bilo več predlogov, je bilo več tras. In ko smo mi izkazali in dokazali, da za neko traso dejansko nimajo izkazane pravice graditi, pa tudi za to zdaj, ki je iz gradbenega dovoljenja nimajo, so potem vse umaknili in podali predlog v skladu z nekim starejšim projektom. In ta trasa po tem projektu ni taka, kot je zdaj zgrajena in se v bistvu ta trasa bolj približuje tistemu predlogu, tisti zahtevi, ki jo je Mestna občina Ljubljana potem umaknila oziroma spremenila. Tako da to je to. Kako komentirate to, da torej trase sploh ne poznamo? Poglejte, najprej je treba tukaj povedati, da že ta kanal je že tako grajen cik-cak. Mislim, veste, kanal, ki bi mogel imeti čim manj spojev, ki bi zaradi same varnosti kot tak, tudi ne glede na to, kje se gradi, ko govorimo o neki kanalizaciji, je bistveno to, da čim več not ostane, ne pa da izteka. In že ta kanal se je absolutno cik-cak gradil. Potem vemo, da je bila tudi prekategorizacija neustavna. Se je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost, pa so spet potem neki prilagajali. Skratka, tukaj gre za take prilagoditve, kot da bi nekdo se igral Lego kocke, pa bi nekdo rekel, zdaj bomo dali pa malo te barve, ti pa zdaj daj malo te barve zraven, pa bomo malo postranšli in tako naprej. To je neresno. Zakaj taka neresnost, zakaj tako vztrajanje? Zato, ker nas vežejo z evropskimi sredstvi. Seveda, poglejte, dejstvo je, da ima ta kanal, ker je nesprejemljiv že od samega začetka, je njegova pot takšna, kot je. Vedno bolj se zapleta in vedno težje je pride do naslednjega koraka, ker vsak naslednji korak odpre spet nove nepravilnosti. In predstavljate si nepravilnost na nepravilnost in tukaj zdaj je zadeva tako daleč, da bi zadevo bilo potrebno ustaviti, tako kot je bil to že sklep Državnega zbora 2019, takrat soglasno sprejet, pa se ga ne drži, izpeljati presojo vplivov na okolje. Jaz osebno trdim, glede na vsa dejstva, ki smo jih pač preko preiskovalne komisije ugotovili, da ta kanal okoljevarstvenega soglasja ne more dobiti, se pravi presoja vplivov na okolje bi bila negativna, se bi končala negativno, da je treba pač projekt ustaviti in poiskati alternative. In zdaj samo še nekaj, sporno je 4 kilometre Brod-Ježica. To je treba vedeti, ker včasih govorijo, pa vi ste proti kanalizaciji. Ni res. Mi nismo proti kanalizaciji, mi se zavedamo, da Ljubljana potrebuje kanalizacijo, se ima na drugih koncih še velike probleme, ker ni nič zgrajenega. Ampak na tem delu kanalizacija ne sme biti. In danes bomo na delu, ki je čist, kjer pravzaprav ni ničesar, pravijo, da še čebelnjak ni smel biti, v bivši
Jugoslaviji je bilo to varovano območje strani JLA, tudi cesta se tukaj ni končala, takrat se gradnja pravzaprav zato ni izvajala, ker je bilo to omejeno območje. Danes bomo tukaj spravili odplake iz 2 mest in to mešane. Glejte, tukaj ni samo gospodinjstvo, tukaj so tudi podjetje, medtem ko sami vidimo, da so te cevi povsem že zdaj neprimerne za kakršnokoli uporabo. Vam očitajo tudi, da zavirate razvoja, ne? Ker ne nazadnje bodo zdaj, če bo ta kanal povezan, odpadlo kar nekaj greznic po območju in je to tak, se vam zdi, umesten argument, da bodo se znebili greznic? Jaz mislim, da je razvoj človeštva vedno šel v smeri, da se pitna voda pa fekalije ločijo, ne pa da se združijo. Ne? To ni noben razvoj. Lejte, tukaj na tem področju, tako kot je kolegica povedala, tukaj ni nobene greznice, ničesar. Veste, to je teh 4 kilometre, ki dejansko ni ničesar. So njive, so polja, ni pa nobene greznice, ničesar. Greznice so tam, kjer bodo priključvali. Ja, to je kar delac stran. To je to, kar sem prej povedala. Brod Ježica nima ničesar, to je teh 4 kilometre. Vsi pa govorijo o odcepu Ježica-Snebarje, ki sploh ni problematično v tem delu. In tudi vodno soglasje, poglejte, vodno soglasje je bilo delano za Ježica-Snebarje, potem pa je nosilec vodnega soglasja, to je na preiskovalni komisiji povedal, da je pač potegnil vodno soglasje pa še kar gor. Ampak še tudi tja, kjer ga ne bi smel... Tako, in tam ni nobene greznice, to, kar govorijo, tega sploh ni več, ni uporabe, ni ničesar. Tako da, lejte, če bi tam bile greznice in bi bile problem, bi danes pili mi onesnaženo vodo, bi danes mi pili predelano vodo, pa tega ni tako. Mi imamo čisto vodo. Torej, pustimo čisto naprej. In seveda, lejte, tukaj so alternative, so tudi nadgradnja čistilnih naprav. Imamo, tako da, mislim, ni da ni alternativ. Ja, ampak zakaj se je potem občina, če so te alternative, zakaj se je potem občina odločila za tako možnost? Kaj je bila to najlažja pot priti do teh evropskih sredstev, do denarja, najlažja trasa zavleči? Glejte, težko rečem. Jaz v ozadju tega ne vidim nobenega razuma, niti kakšne strokovne utemeljitve. Mogoče bil razlog zdaj predvidena gradnja sežigalnice, mogoče, veste, to področje je zdaj... Kako bi bilo to lahko povezano? To področje je zdaj tukaj na Ježici, je enkrat, ko je kanalizacija, je po naravi stvari degradirano. Veste, tako da več opcij je tukaj, več razlogov. Jaz jih ne poznam in v bistvu, če sem čisto iskren, me niti ne zanimajo. Mene zanima dejansko golo vprašanje, ali je strokovno utemeljeno, da nad to čisto pitno vodo teče kanalizacija. Jaz mislim, da že zdrav razum... To bi pokazala presoja vplivov na okolje. Tako, zdrav razum tudi. Mislim, da vsak mu to pove, da to ne gre skupaj. Hotel sem še eno stvar povedati glede prejšnje trditve, da je odgovornost širša. Jaz mislim, da dejansko je širša. Veste, mi na vsakem koraku naletimo na neko vero, predvsem na ministrstvih. Ministrstvo je 2-krat zavrglo pritožbe glede te presoje vplivov na okolje. Zdaj je bila pritožba zoper to zadnje gradbeno dovoljenje zavrnjena in veste, to je ministrstvo, ki je, naprimer, na ustni obravnavi, ki smo imeli glede garaž pod tržnico, so nam uradne osebe preprečevale, da navajamo dejstva, ki so proti investitorju. Omejili so nas na 10 minut, meni so rekli, da ne zaprem usta. Veste, to je to ministrstvo. Tako da mi smo pričakovali tako odločitev in ja, odgovornost, ko se bo in če se bo seveda izkazalo, da je potrebno opraviti presojo vplivov na okolje in da ta presoja ne bo pozitivna, bo odgovornost širša. Glede, še to bi rad mogoče upozoril, mogoče zdaj v drugo smer, ampak se mi zdi zelo pomembno. Jaz mislim, da tudi v Venezueli nimajo takega sistema, ko ne veš, kdo odloča o tvojih pravicah in obveznostih. Jaz mislim, da moramo vsi vedeti, kdo je o naših pravicah
v tem državnem aparatu odločal. In je nesprejemljivo, nezaslišano, da mi še danes ne vemo, ampak nočejo razkriti, kdo je konkretno odločal o tisti odločbi, pod katero se je podpisala gospa Tina Srše. Pričakuješ, ne, da na ministrstvih delajo pokončni ljudje, da se bodo borili za stroko, za zakonito ravnanje? Zakaj pride potem do takih dogodkov, da se temu očitno raje izmaknejo? Zelo pomembno. Se ljudje bojijo za svoje službe, za svojo eksistenco, prihaja do pritiskov. Imate kakšne podatke? Mislim, poglejte, zelo pomembno vprašanje, ne, ko govorimo o tej širši odgovornosti. Zdaj, treba je vedeti, poglejte, da tudi v tako imenovani levo-sredinski vladi, ne, ko je bil minister Zajec, ne, se je takrat po tem sklepu 2019 lotil tako imenovane revizije in tudi pač ustavljanja postopkov. Potem je prišel minister Vizjak, tako imenovana Janševa vlada, se je gradnja ustavila do tako imenovane izvedbe presoje vplivov na okolje. Ko je prišla Golobova vlada, ampak ne vaša, ampak Roberta Goloba, malo za šalo, se je začelo hiteti. To ste prav ugotovili, seveda je vse povezano z evropskimi sredstvi, ampak tudi tukaj se je pokazalo, da tukaj je pač glavna figura in tisti, ki odloča, Zoran Janković. Tukaj jaz sem pač imela vedno občutek, da so ta ministrstva, pa ne ministrstva znotraj, samo pa govorimo o ministrih, dobesedno pokleknili in naredili vse tisto, kar je pač zahtevano. Zdaj, ko ste pa povedali za ljudi, so notri strokovnjaki, ampak poglejte, gospa, ki je prva takrat javno povedala, ko smo v tem mandatu, ki se zaključuje, naredili razpravo v državnem zboru na temo kanala C0, je povedala, da se tukaj graditi ne sme, ker pač ta del potrebuje okoljevarstveno soglasje. Ta gospa je bila zamenjana. Ta gospa je bila vržena čez ramo. Pravzaprav v nekaj dneh, potem je bila razrešena in to je bila gospa, iz čistih strokovnih krogov. Gospa je poznala ta kanal že leta prej in je bila tudi tista, ki je sodelovala pri tem postopku presoje vplivov na okolje. Kajti, to je treba tudi povedati, ljudje tega ne vejo. Zoran Janković je začel ta postopek, ampak ko je uvidel, da potrebuje dodatne dokumente, da to ni tako, da bo on pač nekaj poslal in zdaj boste pa vi to kar lepo izdali, ko so pač strokovne službe zahtevale dopolnitev vloge, je od zadeve odstopil in šel raje na sodišče. Zdaj, zakaj gre gospod Zoran Janković raje na sodišče? Vse tisto poznate, meni se tle ne bo nič zgodilo, dokler sem proti Janezu Janši. In tako nekako je ta nit šla. Upam pa, tako kot je rekel gospod odvetnik, tudi zaradi ljudi, tudi zaradi lastnikov, ki so res borci za to pitno vodo in za samo mesto in državo, da bo vendarle sodišče presojalo z zavezanimi očmi na podlagi tega, kar je prav in kakor mora biti v pravni državi. Zaradi kanala C0 je okoljevarstvena organizacija, ki jo vi tudi zastopate, že pozvala Zorana Jankovića tudi k odstopu, ker ste rekli, da ima Zoran Janković tako moč oziroma te zadeve opisali. Mi povejte, bi odstop Zorana Jankovića potem takem ustavil kanal C0? Da, če bi on odstopil, bi se zadeve začele drugače razpletati. Pa prosim oba za komentar. Jaz menim, da da. Jaz menim, da, kajti pač ravno Zoran Janković je tisti, ki je začel s tem projektom in ko ste prej omenjali, pa zakaj ne. Ja, poglejte, se gre za uvoz fekalij iz drugih dveh občin. Vi morate vedeti, da če bi ta projekt bil res že od samega začetka znan na ta način, zakaj je ena od teh občin morala plačati odškodnino neki tretji občini, ker si bil prej čisto drugačen sistem čiščenja odpadnih voda za to občino. Se pravi, tukaj vidite, da je šel za nek dogovor med nek finančni interes v zadju. Seveda, nek interes in ne samo to. Jaz mislim, da če bi Zoran Janković odstopil, da bi tudi kje na ministrstvu lažje zadihali. Tukaj vemo tudi, kaj je bilo v prisluhih, vemo, da je zadeva tudi na sodišču, vemo tudi, kaj se je dogajalo s tem
8. gradbenim dovoljenjem, da so bili pritiski, meni jih zanikati niso upali na preiskovalni komisiji. Tisti odgovori so dali vsem tistim, ki smo to poslušali, vedeti, da to niso enostavne stvari. In poglejte, če se Zoran Janković na koncu ukvarja, kdo bo kot študent delal v živalskem vrtu, za hčerko nekoga, ki je pomembna figura na upravni enoti, pri tem 8. gradbenem dovoljenju, potem veste, da je to narobe svet. Se strinjate, kako se vršijo kakšni pritiski na lastnike zemljišč? Kakšne informacije imate vi? Je mestna občina res tako močna, da zdaj te postopke vodi v svoj prid? Na lastnike meni ni znano, da bi se neki tovrstni pritiski vršili. Morate tudi vedeti, da moj vstop je bil kasneje, ko je bilo že vse pridobljeno. Meni je znano to, kar je recimo se zgodilo gospodu Jernejcu. Pred nedavnim so ga potepli. Pred nedavnim, tako pa znana mi je tista tožba, ki je bila vložena zoper gospoda Jernejca glede posega v osebnostne pravice, glede uslužbenke na Molu, ki je prišla na dom in prosila za soglasje in tako naprej. To mi je poznano. Zdaj, da bi neki posebni pritiski se vršili, to mi ni. Bi pa jaz tukaj eno drugo dejstvo izpostavil. V bistvu, pač Mestna občina Ljubljana je investitor. Jaz največjo težavo ta trenutek, meni osebno tudi je to največja težava, ki je v bistvu nekaj, kar je nesprejemljivo, da ministrstva, govorim konkretno o MNVP, Ministrstvo za naravne vire in prostor, nekritično sledi temu, kar zasleduje investitor, da naših pretožb, naših pripomb ne sliši. A veste, to je tisto, kar je zame pomembno in v bistvu v teh fazah, ko se mi ukvarjamo z upravnimi organi in vložimo pritožbo zoper gradbeno dovoljenje, za katero vemo, da bo zavrnjena, ker je pač tam ministrstvo tako, kot je. V bistvu v tej fazi, ki bi mogla biti krajša in drugačna in neposredno bi mogla biti omogočen dostop na sodišče. In v tej fazi mi v bistvu pridemo pred nek zid, preko katerega lahko gremo s pomočjo sodišča, ampak to traja. Normalno, ker vse zadeve, ki so na sodišču, jih je veliko, pač trajajo, ker enostavno je premalo sodnikov, ki bi o tem odločali. In tukaj jaz vidim težavo, ker v bistvu ta državni aparat, upravni organi požegnajo vse, kar investitor zahteva in želi, nam pa ostane potem samo, bom rekel samo, v narekovajih samo sodišče. Ker točno to se je zdaj zgodilo. Veste, gradbeno dovoljenje je bilo izdano, vložena je bila pritožba, gradbeno dovoljenje je zdaj za zavrnitvijo pritožbe dokončno in tukaj smo. Kaj pričakujete v torek od novinarske konference oziroma predstavitve zaključka tega kanala? Bo kdo od vaju tam prisoten slučajno? Jaz prisotna ne bom. Pričakujem šov, tako kot ga gospod Zoran Janković ves čas počne, tudi v zvezi s kanalom C0. Napovedoval je, da bo na preiskovalno komisijo prinesel neke informacije, kako je tukaj vse v redu, ni nič prinesel, tisto, kar je kazal, gre zopet za tisti del projekta, ki ni sporen. Tako da jaz pač tukaj neke dodane vrednosti v tem ne smislim, kot samo to, da bo verjetno pač izrazil to, da je pač gradbeno dovoljenje in da so pač zgradili. Bolj me skrbi to, kar je gospod Golob povedal, da je MNVP ne samo, da je nekritično obravnaval zadeve, tudi pritiskal je na upravno enoto, da se 8. gradbeno dovoljenje izda. To je, poglejte, to je zame katastrofa. Mislim, kako lahko nek organ tako vpliva na drugega, ravno zato, ker je bilo to problematično in ko je bilo izdano, je potem tudi zelo hitro zavrnil vse pritožbe. Tako da tukaj gre za en niz povezanih zadev, ki kažejo pač seveda, da gre tukaj za eno hobotnico.
Problem pa je, da bodo nastradali ljudje. Tudi vi se strinjate, bodo nastradali ljudje, bo v torek samo šel za javnost. Ja, kar bo, nekaj dosti ne more biti, se je jasno, vsi vemo, kako je, a ne, bi tukaj mogoče še dodal. A veste, upravna enota je najprej sprejela, glede tega zadnjega gradbenega dovoljenja, najprej sprejela odločitev, da se postopek prekine. In sicer zato, ker ta odločitev, ali je potrebno sploh opraviti presojo vplivov na okolje, ni pravnomočna. In moja ocena je še danes, ne, da je ta odločitev bila pravilna. Ampak, seveda, s strani investitorja je bila med drugim tudi vložena pritožba in Ministrstvo za naravne vire in prostor je dejalo, da je to nepomembno in da se mora gradbeno dovoljenje izdati. Oziroma, da se mora odločiti o zahtevi. A veste, in to je tisto, kar je problematično, ker ministrstvo, ki je nadrejeni nadzorni organ upravni enoti, da navodila, katerim mora upravna enota slediti. In tukaj je ta težava. Največja odločitve ministrstva pa so vsaj v teh primerih, kjer jaz zastopam, zelo benevolentne za investitorja, torej mestno občino. Mogoče samo en stavek, ker to se mi zdi pomembno, pa nismo izpostavili. Ta projekt danes pa nima projektanta. Projektant je v stečaju. In ko je prišel na zaslišanje, smo ga vprašali, kako sodeluje. Z Ljubljano jo sodelujemo, brez pogodbe. Jo bomo že sklenili. Se pravi, projektant v stečaju, nekdo, ki je eden najbolj odgovornih, je v stečaju, nove pogodbe sploh niso sklenili in ta projektant naj bi bil zraven tudi pri izdaji uporabnega dovoljenja. Ne nazadnje, oni pač sodelujejo. Tako da, ko danes je veliko govora o korupciji in vsem ostalem, zame je kanal C0 sinonim za korupcijo. In kdorkoli zagovarja to gradnjo, se mora resno vprašati prvič, kaj počne iz samega pogleda na pravno in pošteno državo in drugega, kaj počne državljanom Republike Slovenije. Mene so velikokrat vprašali, pa dobro, saj ti nisi izvoljena v Ljubljani, zakaj se boriš za ta kanal C0? Zato, ker je voda od nas vseh. Ker ne nazadnje bomo to plačevali vsi, pa ne samo ta generacija, prihodnja generacija. In nikoli ne veš, kdo je tisti trenutek, ki to vodo uporablja. Tle imamo bolnišnice, imamo šole, imamo domove za ostarele in poglejte, jaz res veliko skrbijo. Vam sicer učitajo, da ves čas s tem strašite, zastrašujete ljudi. Poglejte, lahko bi poslušali sam dr. Fikfakovo, ki je zdravnica in strokovnjakinja, ki je povedala, da bolnišnica teh kapacitet nima. Poglejte, 500 ljudi za Maximarket. Predstavljajte si, pomnožite to številko, pa pogledajte kapacitete, zmožnosti v Sloveniji. Sistema ni. Tako da, ne vem, to ni zastraševanje, to je realnost. In prav je pač, da so ljudje seznani, ker vem, dokler teče voda, pa si jo natočiš, je to malo z lahkoto govoriti. Dajmo si jo za par ur zapreti vsi, pa bomo kmalu videli, kaj to pomeni. Še vam zaključne besede, gospod Golob. Ja, bom kar nadaljeval. A veste, da bo ta kanalizacija, ta fekalna voda, ta drek, če se lahko tako zelo preprosto izrazimo, se mi zdi, da se moram tako izraziti, zato da bodo ljudje res vedeli, o čem govorimo, pa se vem, da vejo, ampak vsem, da je bolj slikovito. Ja. Bi rad povedal, da v bistvu tukaj je že, dejstvo je, da to bo puščalo. Tukaj ni dileme. Tukaj tudi za investitorja ni dileme. Vprašanje je samo, kdaj, pa koliko in kakšne bodo posledice. Torej, to je dejstvo. To bo prišlo do tega ob tem, da je ta kanal cik-cak, pa sem tja, pa da so že zdaj, da je notri voda, pa nesnage in tako naprej. Jaz mislim, da je res to en mesec, pa je to. Smo brez vode v Ljubljani. Vsekakor bomo to vročo temo spremljali še naprej. Gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Nasvidenje, do prihodnjič. Hvala lepa.